seveda tudi računamo na podporo občin, lokalnih skupnosti, ki v večini primerov zlasti zelo dobro sodelujejo in res vidim tu kot eno možnost, da naredimo nekaj za prebivalce podeželja, ker namreč cilj društva, pa tudi vseh lokalnih skupnosti in ostalih akterjev je to, da izboljšamo kakovost življenja na podeželju. Hvala. Regijsko srečanje osrednje slovenske regije je plod dolgoletnega sodelovanja med Društvom za razvoj slovenskega podeželja in Univerze v Ljubljani. Srečanje je del širše vseslovenske iniciative in predstavlja del priprav na 6. slovenski podeželski parlament, ki se bo zgodil, kot smo slišali, v juniju v prihodnjem letu. Današnje srečanje namenjamo izmenjavi mnenj in izkušenj o ključnih izzivih našega podeželja, osvetlitvi različnih problematik, ki najbolj vplivajo na življenje nas, prebivalcev osrednje slovenske regije, in sooblikovanju skupnih izhodišč, ki jih bomo predstavili na prihodnjem slovenskem podeželskem parlamentu. Poseben poudarek pa namenjamo seveda tudi prihodnosti programa LIDER CLLD po letu 2027, saj, kot zdaj že veste, sredstva za izvajanje programa po tem letu še niso zagotovljena. Verjamemo, da bo ta pristop, ki je novost, prinesel sveže ideje in še bolj povezal soustvarjalce slovenskega podeželja. K uvodni predstavitvi tematik, ki jih danes nagovarjamo, vabim profesorico dr. Irmo Potočnik-Slavič in Tomaža Cunderja. Lepo pozdravljeni. Skupaj s Tomažem bova želela predstaviti eno izmed tematik, za katero menimo, da moramo na 6. slovenskem podeželskem parlamentu si vzeti več časa in tudi drugim deležnikom, akterjem in odločevalcem kaj več o njej povedati. Če so bila pretekla, torej 5 jih je bilo, nacionalna srečanja večinoma usmerjena v bolj splošne tematike, pa smo rekli, da je v zadnjih 30 letih se na področju tako imenovane prebivalstvene in socialne strukture podeželja toliko zgodilo, da je potrebno na tej tematiki podrobneje delati. In zelo smo veseli, da so se tukaj izbrale 4 lokalne akcijske skupine in da je pravzaprav 36 lokalnih akcijskih skupin v 9 regijskih srečanjih pripravljeno odgovoriti na nekatera zastavljena vprašanja. Zdaj prvo vprašanje, ki smo si ga raziskovalci, in tukaj prihajamo res z različnih inštitucij, ne samo Ljubljanske univerze, ampak tudi Mariborske, zastavili, kje pa pravzaprav je možno najti podeželje. Iz tega zemljevida, ki je za mano, je razvidno, da imamo v Sloveniji morje podeželja, vendar med temi 6036 naselji se nam v zadnjih letih dogajajo zelo velike spremembe. Seveda prvo vprašanje, ki mi ga boste zastavili, je, kako ste se pa raziskovalci odločili, da ste opredelili podeželje. Tu smo izhajali iz bogate raziskovalne tradicije, ki izhaja na Univerzi v Ljubljani, kolega Udovč je tukaj, kjer je že v 90 letih nastala zanimiva tipologija, ki smo jo pa mi na ravni naselij še nekoliko dopolnili. Zdaj, kaj naj bi bilo podeželje? Na vsak način smo upoštevali nekatere merljive kazalce, ki jih dobro poznate, gostota poselitve pod slovenskim povprečjem pod 100, s tem to območje, kjer smo danes seveda zelo drugače izstopa. Druga stvar, prebivalstvena gibanja, kjer je indeks prebivalstvene rasti pod 110, je podeželje spet območje, kjer smo danes zelo izstopa. Tretja stvar, delež kmečkega prebivalstva v naseljih, ta podatek je še najslabši, nad 10%, spet to območje, kot je že gospod župan nakazal, izstopa.
In četrta, stopnja središčnosti, ki nakazuje, kakšne storitve imamo za prebivalce podeželja, predvsem govorimo o javnih storitvah, nekje, bomo rekli, prvo, drugo stopnjo središčnosti. No in seveda, če na tole karto pogledate, je območje lokalnih akcijskih skupin za mesto in vas, Barje z zaledjem, sožitje med mestom in podeželjem in srce Slovenije, še zelo zeleno, ampak po drugi strani pa v zadnjih letih, poglejte, v kratkem času opažamo izjemno močne pritiske suburbanizacije in to so seveda v veliki meri rumene lise, ki jih tudi na tem območju opazimo. In tukaj se nam je pa zgodil zelo pomemben premik in zlasti na območju, kjer danes smo, so se nam zgodili veliki demografski in pa tudi socialni premiki, ki jih želimo tudi znotraj parlamenta obdelati. Mi govorimo seveda na vašem območju o podeželju, ki je dostopno, ne čisto vsa naselja, ampak velika večina, in podeželju, ki je vitalno, spet večina, ne vsa, in to je pa poseben tip podeželja, podeželje blizu mesta. Zelo smo veseli, da so se te že prej omenjene lokalne akcijske skupine povezale, ker če pogledate, danes te lokalne akcijske skupine predstavljajo skoraj desetino slovenskega ozemlja in če odštejemo Ljubljano, vidimo skoraj 16% prebivalcev Slovenije in pa tudi z vidika lokalne ravni kar 22 občin. In ko smo se z vsemi slovenskimi las marca na našem občnem zboru odločili, da gremo v proces priprave, kjer smo res enakovredno vključeni, smo začeli tudi razmišljati, o katerih tematikah bi podrobneje znotraj te krovne tematike razmišljali in smo jim predlagali vsem našim lasom nekatere tematike, potem so se pa lokalne akcijske skupine tudi same odločile, kaj želijo posebej obravnavati. In mislim, da je to pravi pristop. Tako so se že imenovani 4 las odločile, da jih najbolj zanima stanovanjska problematika na podeželju in druga, predvsem zaradi že omenjenih sprememb, konflikti na podeželju. In zato bomo po tem uvodnem delu vas tudi povabili, kot že veste, k zelo podrobni razpravi o teh 2 tematikah. S Tomažem sva pripravila skupaj z našimi kolegi nekaj ključnih kartografskih prikazov, da bi majčkeno dobili občutek, ki sega izven naselja, izven občine, las in medsosedne las. Če pogledamo to, kar je bilo danes že govora, kaj se nam dogaja pri spreminjanju števila prebivalcev, enostavno vidimo na vašem območju 2 zelo močna pasova, prvi na jugu in drugi na severu. In kar je še bolj zanimivo, pogledajte, oba 2 pasova se vlečeta naprej proti Temeniškem Podolju, seveda tudi naprej sosedne občine in seveda proti najbolj dinamičnemu delu, bom rekla, osrednje Gorenjske. Ta osrednji del, ki nakazuje še vedno zelo nadpovprečno dinamiko, ampak je nekoliko manj intenziven. In tako je vaše podeželje zelo drugačno od podeželja, odkoder zdajle prihajala s Tomažem, ker dopoldne smo imeli pa srečanje v Novem mestu za jugovzhodno Slovenijo, ker vidite, da je slika zelo različna. In to nas nadalje zavezuje k temu, da tudi ko bomo imeli nacionalne parlamente in ko se bojo pripravljali predlogi, je treba zelo dobro pogledati, kakšne ukrepe predlagamo za določen tip podeželja. Pripravili smo tudi seveda nekaj dodatnih informacij, ki potrjujejo te kartografske prikaze, tako da tukaj zdaj tudi vidimo, da je bilo zelo smiselno, da ste se 4 las povezale pri organizaciji tega dogodka, ker vidimo, da imate, kot je že Primož rekel, ne samo na evropski ravni, ampak tudi na subregionalni ravni imamo podobne procese in da je zato smiselno, da se znotraj tega območja oblikujejo neki skupni predlogi. Naslednja stvar, o kateri lahko še kaj rečemo, je gostota poselitve. Tudi tukaj vidite, da vaš tip podeželja, ki je seveda podeželje blizu mesta, izrazito odstopa, da pa so tudi znotraj vašega območja pomembne razlike. To seveda razvojniki na terenu najbolje veste,
ko pripravljate ne samo animacije, ampak ko pripravljate strategijo lokalnega razvoja, smo pa dejansko zadolženi in moramo pripraviti pogoje, ki so vredni vseh prebivalcev podeželja. Seveda bi tukaj zlasti izpostavila, poglejte, enormne razlike, ki se nam pojavljajo v prostorsko zelo velikem srce Slovenije, ampak tudi, kot vidite, dva sosedna las, ki si delita Barje in še zaledje, imata različno prebivalstveno dinamiko ali pa tudi gostoto znotraj ene lokalne akcijske skupine. Številke govorijo same za sebe, zato jih ne bom podrobneje razlagala. Zanimive stvari se nam pa dogajajo še pri zelo preprostem vprašanju. V kakšnih naseljih prebivalci danes na vašem območju živijo? Vidimo, da se nam krepijo naselja z večjim številom prebivalcev, manjša se šibijo in da nam dejansko pomemben del ljudi živi v naseljih, ki so večja od 5000 prebivalcev. No, seveda, že zelo hiter pogled na vaše občine in vaša naselja nam da vedeti, da imamo zdaj na tem območju dve naselji, ki imata nad 13 000 prebivalcev, da imamo recimo potem Vrhnko s približno 9000 prebivalcev, ampak prava renesansa se nam pa dogaja v nižjih kategorijah. In sicer v kategorijah, če grem zdaj po logiki naprej, od 7 do 5000, potem od 5 do 4, 3,5 in največja dinamika pa od 2,5 do 3,5 tisoč prebivalcev. Ni mi treba naštevati Nanje Gorice, Borovnica, itd. In tu so pa zdaj zelo, zelo veliki premiki, ki zahtevajo zelo dober razmislek, kako usmerjati razvoj tovrstnih podeželskih območij. Tomaž? Lep pozdrav še v mojem imenu. Dobrodošli na 6. srečanju za 6. podeželski parlament. To mi je predle prišilo, da je slučajno nek slučaj. Govoril bom o naslednjem kazalniku demografskem, to je indeks staranja. Postajamo vse modrejši, so Zirma napisala. To je malo ironično, žal se za tem skriva tudi to, da postajamo vse starejši. Za Slovenijo to absolutno velja. Slovenija spada v krog 20 držav z najhitrejšim procesom staranja prebivalcev. Tudi, če to karto pogledamo, vidimo, da praktično na prste ene roke lahko preštejemo občine, kjer je indeks staranja manj od 90 ali pa celo manj od 100. Druga značilnost Slovenije je ta, da praktično imamo prisoten ta venec okoli cele države, to se pravi praktično vsa obmejna območja se hitreje starajo, kot pa centralni del, v katerem se danes nahajamo. Pa kljub temu tudi regija, v kateri smo danes, vidimo zopet ta pas na jugu in pa na severu, kjer je prebivalstvena rast, bi rekel, pozitivna, in pa samo Ljubljano, ki pa vendarle, oziroma obratno, samo Ljubljano, ki raste še hitreje, cela regija pa v bistvu je zabeležila v obdobju 2008-2025 4% rast, kar je vseeno nekoliko manj, kot pa je državno povprečje. Na ravni posameznih lokalnih akcijskih skupin pa v bistvu ni bistvenih razlik, mogoče malo odstopa las sožitje med mestom in podeželjem, ki ima v tem obdobju samo 2% rast prebivalstva. Tukaj, lahko mi ček nazaj, prosim, tukaj smo v tabeli sami, smo se odločili, da ne prikažemo samega indeksa, ampak smo prikazali poprečno starost prebivalcev in vidimo, da je v povprečju prebivalstvo v srednji slovenski regiji vseeno mlajše, kot je slovensko prebivalstvo.
Selitveni prirast. Vsi vemo, da Slovenija se že kar nekaj časa demografsko ne polni več samo na račun natalitete oziroma naravnega prirasta, ampak v zadnjem obdobju predvsem na račun priselitev. In ne glede na to, da je že uplahnil tudi drugi učinek tega baby booma, ki smo ga imeli pred leti, lahko vidimo, da osrednja slovenska regija ima samo še to, barve prikazujejo povprečni selitveni prirast na 1000 prebivalcev, to pravi število oseb na 1000 prebivalcev in ravno v osrednjo slovenski regiji imamo prevladujočo barvo rdečo, to se pravi priselitveni prirast večji kot 600, tukaj imamo pa še same podatke po lokalnih akcijskih skupinah. Tukaj nekoliko v tem obdobju je bila v bistvu najpočasnejši oziroma najmanjši selitveni prirast je zabeležila Las srce Slovenije. Starejši in aktivni dober par, to je naslednji kazalnik, ki se pogosto prikazuje. Ta kazalnik pa prikazuje koeficient oziroma koeficient med prebivalstvom starejših od 64 let in aktivnim prebivalstvom v aktivni življenjski dobi 15 do 64 let. Vidimo, da je ta koeficient v osrednji slovenski regiji razmeroma ugoden, saj prevladujejo rumene barve, to se pravi, je še vedno dovolj dobro razmerje mladih in pa aktivnih. Ta kazalnik včasih uporabljamo tudi v obratnem vrstnem redu, velikokrat se govori, koliko aktivnih prebivalcev dela za enega upokojenca. Sami podatki pa so razmeroma, ni velikih odstopanj, tako da ne bi zdaj pretirano komentiral. Kmetov je vse manj, to smo že slišali danes tudi v nagovoru in župana in predstavnika razvojne agencije. To je še posebej značilno za osrednje slovensko regijo. Vidimo, da nekoliko višji deleži aktivnih kmetov od vsega aktivnega prebivalstva je na obeh robovih, v osrednjem delu pa je ta procent manjši od 2,5%. Vsi vemo, da v kmetijstvu potekajo intenzivne strukturne spremembe, da se pridelava koncentrira v okviru večjih gospodarstv in s tem seveda se število kmetov manjša, hkrati pa potekajo še pomembne druge spremembe, ki prav tako povzročajo, da je ta delež vedno manjši. Vidimo, da že na ravni cele regije je delež kmetov pomembno nižji, kot je na državnem nivoju. Konflikti v teoriji in praksi, danes je ena delavnica namenjena konfliktom. Ta karta je plod ali pa rezultat